pozdravljeni na ta zasneženi in pustni dan. Ja, veliko glasbe, nagradna igra in druge zanimivosti, od peke pustnih slaščic do premiere novega filma Začarani v nevidne. Gremo lepo po vrsti, začeli bomo z glasbo. Alma Merklin je nocoj znova naša gostja in Sama v mestu. Svet naokrog na moj, tu se mi zdi, ko da vsi vse vedo, kar meni se koti, vse česar si želim, po čimer hrepenim. Vsem znan, a odrin je stran, kot da te ni. Vse česar si želiš, po čimer hrepeniš. A sama sem brez moči, Ja, dober večer, Alma. Dober večer. Midve danes malce goljufava, na pustni torek nisva zamaskirani, ampak nič za to, za malce pustnega vzdušja. En kurent, a ne, kot se spodobi tudi v naši oddaji. Gre malo. A si kdaj razmišljala, si kdaj želela, ko si bila manjša, zamaskirati v kurenta? Prosim lepo, da se nam pridružiš. Tule noter je zamaskirana ena prijetna, mlada punca Brina. Stopi kar na oder, Brina, k nama. Dober večer. Dober večer. Povej, je težka ta maska? Ja, odvisno kakšne velikosti, ja. Ti je to zelo težko pa to, kako skačeš. Vidim, da si kar zadihana. Ja, vroča je, pa včasih je tudi malo težko. Koliko si stara? 11. 11. Malce nenavadna želja za punco tvojih let, da se odloči za kurenta. Ja. Je to prvo leto? Ne, to je zdaj že drugo leto. Nisi želela postati princesa za en dan, se spremeniš raje v kurenta? Ja.
Alma, si ti kdaj sanjala, da oblečeš kurenta? Nikoli mi ni padla, mislim, ideja, da bi jaz bila kurent, tako da resno, vsaka čast. Si bila tudi v šoli takšna? Ja, Potem je za teboj že naporen teden, da takole rečem, si že v soboto in danes si nadaljevala. ja, In prihodnje leto znova. ja. Včasih pravijo, da se punce niso smele maskirati v kurenta in obleči te maske. Ja, včasih, ja, zdaj pa je to že moderna doba. Poznaš veliko punc, ki dajo nase to masko kurenta? Ja, v naši skupini je več punc kot fantov. Hvala lepa, Brina, nadeni si dalje masko in pojdi zabavati ali pa danes kar spata, ne? Počasi si že kar utrujena. Srečno do drugega leta, hvala lepa. Adijo. Alma, kako si kaj ti, kaj počneš? Glasbeno seveda, danes smo te ujeli in zelo smo veseli, da si vseeno prišla na našo oddajo z gripo, da takole rečem. Ja, malo sem bolna, no, ampak sej bomo preživeli, a ne? Bo pust pregnal gripo. Ja, upajmo. Drugače pa, ja, delamo naprej, sodelujem s super fanti trenutno, Sweet Peak, imamo novo pesem, Nežno, grobo, nežno. Drugače pa moja prioriteta je trenutno vaja z mojim spremljevalnim bendom. Upajmo na čim več nastopov, koncertov, tako da bomo videli, kako bo. Torej, nocoj si tukaj, da nam predstaviš svojo novo pesem in seveda tudi produkcijski duo, trio, danes samo duo, ki ga bomo tudi mi podrobneje spoznali, kako in kaj. Sicer pa jaz predlagam, da nam še enkrat predstaviš tvojo novo pesem, Nežno, grobo, nežno in pa Alma Mreklin. Alma, izvoli. Hvala. Srce je vabil hlad, čustva, žalost, sanje, ko poljubljena, le naivno gledavanje. Držal si me za vrat, nežno, grobo, nežno, požital si ja. Zaklenem ti srce, kar odpeva je ime. So se topile sveče, slike, pisma, ponižal si me z njo. So se jokale sence, žalost, solza, odhajala sva z nočjo. So se topile sveče, slike, pisma, sem zagrizla ti v telo, nežno, grobo, nežno, nikjer te ni bilo. Je pijano, čustvo trezno, imel si naju brat. Laž, ljubezen, stih, ko sapa onemi. Pošiljala sem krik, vse do roba tvojih slik. Želim si, da jih prah prekrije in zaklenem ti srce, kar odpeva je ime. So se topile sveče, slike, pisma,
Sweet Peak in Alma, zdajle pa Tilen in Marjo, dober večer še vama. Lep pozdrav. Gre za produkcijski trio, ampak danes sta samo dva. Nekako bom rekla, pokomentirala, da se sliši ta drugačen pristop k baladi, da takole rečem. Ja, se tudi v bistvu osnovna ideja v štartu je že bila, da ustvarim eno balado, ki ima tiste klasične komponente, se pravi klavir, malo te melanholije, ampak oblečemo malo v moderne tone in zvoke in vse skupaj. Zakaj sodelovanje z Almo? Zakaj ste izbrala Almo? Ja, komad je nastal, ko sem nekega večera preigral klavir. Takrat je bil ravno aktualni X-Factor pa Alma, ne, in je bil komad dobesedno narejen za njo, ne. V bistvu smo imeli komad že dokončan čisto, potem pa smo jo kontaktirali, pa jo povabili k sodelovanju in potem je seveda pozitivno sprejela komad, bila čisto navdušena in danes ste slišali rezultat, jaz mislim, da je več kot očitno, da nam je uspelo, no. Ja, Alma, znana si kot odlična vokalistka, ne? To lahko tudi fanta potrdita, najbrž zato ste te tudi izbrala. Si bila počaščena? Ja, jaz, ko sem slišala pesem, oni so meni poslali narejeno pesem in jaz, ko sem slišala samo melodijo, me je res prevzela in sem rekla, res sem bila res pozitivno presenečena. In sem takoj sprejela ponudbo in mislim, da smo zelo hitro začeli sodelovati in smo naredili pesem čist našo, no. Torej, vidva bosta poskrbela tudi v prihodnost, da slovenska glasba zveni drugače, bomo rekli, moderne, tudi balade lahko drugače zvenijo, ne? To je v bistvu naš zadan cilj, da pač delamo glasbo, ki je v prvi vrsti všeč nam, pa tudi, seveda, da se dotakne tudi ljudi, poslušalcev in bomo se trudili, da ostane pač sveža, da bomo vedno dali nekaj novega na tržišče, tako da upam, da ideje je veliko, no, samo pač realizacija je potrebna in s časoma bo tudi to storjeno. No, sicer pa balade niso vaša, da tako rečem, najljubša zvrst, ampak predvsem elektronski zvoki. Ja, tako je. V bistvu smo s to balado želeli pokazati tudi publiki, da znamo tudi narediti dobro balado, ne, ker vseeno je to kar umetnost narediti dobro melodijo, ki se poveže s tekstom in potem to vse skupaj zapakirati v nek aranžma, ki ni tipično slovenski. Drugače pa naša vizija, poslanstvo, da delamo elektronsko muziko, se pravim, projekti so v teku, delamo drugače kot ostali, čim bolj se skušamo distancirati od tistih nekih smeri, ki so že zadane v glasbi, tako da si iščemo svoj prostor pod soncem na nek drugačen način, ki se nam zdi cool. No, zdajle si bomo privoščili videospot, da lahko rečem že skoraj da naše hišne pevke, ker je bila velikokrat pri nas, Maja Založnika, ne, zdajle vrš Kavca, če nas gleda. Se verjetno gleda. Odličen videospot in super komad. Kako bi pokomentirala Kifl oziroma Le Croissant? V bistvu je ta Kifl res tak, vsi mu že govorimo Kifl, Le Croissant že skoraj ne več ne reče, ponarodila je Kifl in ne vem. Tudi Maja je odlična vokalistka. Tako, tudi Maja. No, držali se bomo tega, da bomo delali z vokalisti in vokalistkami, ki so res top, ker je enostavno veselje delati s takšnimi glasbeniki, s takšnimi pevci. In s takimi producenti. Hvala. Hvala. Kar se pa tiče Kifla, pa ideja je bila toliko odpičena, da smo mogli realizirati, tako bom rekel, in je šla nekako... Pripeljali smo Francijo v Slovenijo. Kifl do ust. To je to, res. No, pa poglejmo. Maja Založnik in Kifl. Kifl. Thank you. Hello? Hello? One croissant, please. Moment. Le croissant, please. I'm lying in my bed. It's here that I know you.
Here you go. This is your croissant. Takole, oddajo pa nadaljujemo z dvema zanimivima gostoma. Dobro večer želim Rudiju Uranu in Vesni Likonik Gorjub, režiserja in scenarista dokumentarnega filma Začarani v nevidne, katerega premiera bo 28. februarja v Narodnem domu v Mariboru. Dobro večer še enkrat. Za kakšen film gre? Jaz ali ona? Jaz. Torej, gre za dokumentarni film. Malce nenavaden je naslov in seveda je tudi tema k temu primerna, torej Začarani v nevidne. Gre za postavitev predstave Začarana princeska, ki so jo izvedli varovanci v domu oziroma v zavodu Dornava. Kaj je to tako zdaj nenavadnega? Nenavadno je to, da so to ljudje s posebnimi potrebami, ljudje, katerim je mogoče že samo ne vem, naučiti se en stavek velik problem, kaj šele kaj drugega narediti. Ne? In ko so me pred kakšnim pol leta poklicali, da bi jaz to njihovo predstavo posnel, sem na teh vajah, na teh poskusih ugotovil, da je to sila zapletena stvar, hkrati zanimiva in nam, običajnim ljudem, dokaj neznana. In seveda sem se takoj odločil, da bi iz tega bilo pa fajn narediti dokumentarni film in ljudem pokazati, kaj zmorejo in kaj znajo te začarani ljudje v zavodu Dornava. Vesna, vi ste jih, da takole rečem, pripravljali. Kakšno je pravzaprav delo z osebami s posebnimi potrebami? Na kak način se lotite torej predstave in seveda tudi snemanja? Ja, delo je v prvi vrsti izjemno odgovorno in zahtevno, po drugi strani pa strašansko zabavno. Samo delo malo drugače teče, kot smo navajeni tega z neko klasično režijo, scenarijo. Najprej je treba seveda vse osebe zelo, zelo dobro poznati, vedeti njihove sposobnosti in predvsem graditi na tem, kaj radi počnejo. In te njihove momente izkoristiti potem v sami igri. Ni pa nikdar igra naprej postavljena, ne? Ampak nastaja preko enega procesa terapevtskega, kasneje do ene vodene improvizacije prihaja in potem komaj dobimo eno celovitost, ki jo lahko tudi predstavimo širši publiki. Zelo radi najbrž sodelujejo pri ustvarjanju tako predstave, so bili navdušeni tudi nad kamero. Moram tako povedati, ne, da mogoče prvo uro so me tako začudeno gledali, potem so pa kar pozabili, da obstajam, ne, kar je bila seveda za mene kot snemalca to velika prednost. Ne. Namreč vsa zadeva je pa zelo neposredna. Ne. Oni te enostavno jemljajo kot nekaj, kar je znotraj tistega prostora, kot del scenografije. Ne. In lahko sem se svobodno gibal med njimi, jim sledil, torej njihovim kako bi rekel, in problemom, ki so se porajali in seveda veselju ob tem, kar so pač počeli. Tako da je, mislim, film kar dokaj uspel natančno ilustrirati to, kaj se v resnici dogaja in kako poteka ta proces. Ne. So se morda že videli, ste jim že pokazali kaj posnetkov? Seveda. In kaj pravijo?
Ja, mislim, da so navdušeni, ne? Navdušeni nad samim seboj. Moram pa zdaj mogoče, da se malo navežem nazaj, ne, kar je prej Rudi rekel, kako so ga hitro sprijeli. Šlo je tudi za eno drugo zadevo, ne. Vsi terapeuti, pedagogi, ki delamo v skupini, ker jaz nisem edina, imamo z njimi vzpostavljeno eno medsebojno zaupanje in ta transfer je hitrejši, ko vidijo, da mi tudi drugega človeka sprejmemo in so dosti bolj zaupljivi, ne. Tako da tu je šlo za en prepleten proces in resnično moram reči, tudi jaz sem pričakovala več težav, jih pa sploh dejansko ni bilo, ne. Jih pa ni bilo. No, zdajle, da si bodo tudi naši gledalci lažje predstavljali, kaj jih čaka 28. februarja, predlagam, da si pogledamo tako imenovani trailer, a ne, torej en del že zmontiranega dokumentarnega filma, pa predlagam, da pogledamo in seveda potem še kakšno rečemo. I heard sometimes what I should not. I asked for things, but my time wasn't enough. I lost a few, I got a lot. I will stay there. David, prosim. David, samo če boš mene malo počasi, bom te čakal. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro, Slavica. Te pozdravi Tanja naprej. Kaj imam v roki jaz zdaj? Pa tu sem pusto. Tu si pusto, ja pa tvoje je to, ti si kralj, dobro je zdaj. Jaz sem v redu. Kako? To pa je žezlo, ko je v redu? Pa še kjer je fali? Ja, kraljica. Coplenica, ja, se moraš razjeziti v redu? Ja. Velja? Da poveš, razjezil. Kaj se moram razjeziti? Nemogoče je njeno stanje ustaviti zaradi tega, ker ona pač enostavno pada iz ene euforije v drugo, ne? Kaj je? Miška. Ne, Nari. Dobre volje sem danes. Jaz pa za tebe. Nekdo, ki troši, pa nič ne da od sebe, ne? To je to. Ampak mi damo nekaj od sebe, ne? Tudi skozi naš proces dela, tudi skozi to bi se videlo, da se da feedback, doprinesejo k večjemu razvoju družbe ali pa kvalitete ali pa ne vem kaj, ne? Da niso samo potrošniki, ne? Kdo fali?
Začarani v nevidne, vidite, kaj vas čaka, pojdite pogledati, saj odprta vrata so za vse, ki bi si želeli ogledati. Absolutno, vstopnine ni, to moram takoj povedati. Pa mogoče bi pripomnil še to, da tudi takšna projekcija ni samoumevna. Danes v enem takem velikem prostoru je že kar težko vso tehniko skupaj spraviti in tako naprej in seveda organizirati, da pride recimo čim več ljudi, mi pač želimo imeti polno dvorano. In seveda nobena skrivnost tudi ni to, da bodo protagonisti iz filma tudi dejansko tam. In to je bila pravzaprav tudi moja želja, da se srečajo s pravo publiko, da zdignejo roke gor in da se enkrat tudi oni počutijo zvezde, ker so. In ob tem bi se pa seveda še moral zahvaliti Lionsom iz Maribora, prav tako SNG Maribor, vaši hiši, ki je tudi prišla nasproti kot, bi rekel, en velik sponzor, in pa seveda Narodnem domu, pa seveda Zavodu Dornava, brez njih seveda tega ne bi bilo. Me rešiš, bo še takaj povedala? Zanima me, koliko časa ste pripravljali pravzaprav to predstavo in koliko časa je potem trajalo snemanje? Predstava je precej časa nastajala. Mi smo si nekako zamislili, naš zavod slučajno tudi letos praznuje 60. obletnico in smo želeli nekaj pripraviti v tej smeri. In tako je skristaliziralo, celo leto se je porajalo, da smo eno leto porabili, da smo prišli do tega sploh, kaj bi mi, kaj lahko, na kak način. Samo snemanje ni tako dolgo trajalo. Lahko pa bi. Lahko bi, ja, lahko bi trajalo še in še. In tudi zmeraj, ko bi bil posnetek, bi bil drugačen in bi bilo nekaj novega. Ampak enkrat je bilo treba narediti konec. Tako da, ja, kar dolgo, leto pa pol, recimo. Že pripravljate kaj podobnega morda? Se že veselijo kakšnega novega projekta? To je zdaj vse odvisno od tega, veste, težave so seveda z denarjem, s financami, z možnostmi in s tem. Odvisno, bom rekla, tudi od vsega možnega, kaj se bo zdaj zgodilo. Mi si vsekakor želimo, da bi lahko še ustvarili kaj podobnega. Kako je z distribucijo filma, kje si ga bodo lahko širše ogledali ljudje? Ja, zdaj zaenkrat gre film na festivale, tako je vedno nekako ta pot, da gre film kakšno leto dni po festivalih. Potem pa seveda te lokalne, bi rekel, projekcije, Ljubljana, Maribor, pa kakšna manjša mesta. In pa seveda je potem želja priti na nacionalko. In ta pot je pa strma in dolga. Jaz upam, da ne bo tudi trnova in da si bo čim več ljudi ogledalo ta film, ker si seveda zasluži vso pozornost večine gledalcev. Hvala lepa, da sta bila nocoj naša gosta. Mi pa nadaljujemo s kulinaričnim delom, kako pa glede na to, da je pust naše oddaje. Ja, zdaj pa pozor vsi naši sladkosnedi gledalci. Reka pust mastnih ust smo se najbrž te dni vsi držali. Kako si pripraviti pravo pustno pojedino, pa nam bo razkrila naša stara znanka, gospa Marija Horvat iz izobraževalnega centra Piramida Maribor. Dober večer želim. Zdaj pa smo vas že imeli v novoletni predbožični oddaji, velikonočni in tako naprej. Torej, hvala lepa za nocoj, zelo ste se potrudili znova z vašimi učenci. Tukaj vidimo prave, da takole rečem, prave res umetniške izdelke, krofe, ocvrte jedi, flancate. Kaj so torej, gospa Marija, vse te pustne jedi, predvsem slaščice dajva nocoj obdelati? Ja, takole, za pustni čas je zelo značilno, da so vsa prehrana, da je zelo masna, bogata, kalorično, od mesa, ponavadi so takrat pripravljali svinjska rebrca, kar masna, ampak seveda tudi mora biti na vsaki mizi kvašeno pecivo, kot so kvašeni flancati,
kvašeni krofi, potem imamo krhke flancate in seveda tale naš moderni čas pa že prinaša peciva, ki so še bolj bogato okrašena, izpopolnjena in seveda, da s tem tudi zapolnimo našo tržišče. No, nocoj še lahko govoriva o teh dobrotah, od jutri naprej pa seveda post. Morda samo podatek smo prejle pogledali število kalorij, ki jih vsebuje en krof, blizu 500. Ja, bo kar držalo. Je res, drži ta podatek. Torej nekje 430 do 500 kalorij, pač malce manjši krof, recimo, kot ga imamo mi tukaj, zdaj ti so res malce večji, a ne? Ja, krof bi naj tehtal nekje približno od 80 do 90 gramov, to je pa že kar velik krof potem. Seveda, zdaj pa tile, kaj so še popolnjeni in imajo dodatne druge surovine, pa še se kalorična vrednost seveda poveča. Kaj bi rekli, če smo se bali, kako narediti in pripraviti, speči božično potico? Zdajle za, lahko rečem, za mnoge gospodinje veljajo pravi strah in trepet priprava krofov. Kaj pravite vi? Ja, takole, ne, zdaj krofi so skupek vseh tehle znanj, ki jih imamo v kvašenem testu. Seveda, za pripravo dobrega krofa moramo imeti najprej kvalitetne surovine, kvalitetno moko, seveda sveža jajca, maščobe, potem je potrebno te vse surovine primerno segrevati, tako da nimamo prehladnih in zamesiti malo bogatejše kvašeno testo. Zdaj takole, ko zamesimo tale kvašena testa, je treba paziti, da ga ne naredimo pretrdega, da ne zamesimo pretrdo testo, seveda mora biti mehkoba pravilna in ga moramo nekaj časa pustiti počivati. Ko mi testo počivamo, bomo rekli tako približno enih 15 do 20 minut, odvisno od temperature in vlage, v kakšni mi testo počivamo, ga moramo ponovno pregnesti, seveda ga moramo kvasovke oživeti, tako da nam kvašeno testo začne ponovno delovati in seveda šele potem lahko začnemo oblikovati krofe, ki jih seveda zopet moramo dati na ustrezno temperaturo, oblikujemo jih pa lahko na različne načine, lahko jih zaokrogljamo, lahko jih seveda tudi izrezujemo, lahko jih polnimo tudi pred pečenjem, včasih so gospodinje krofe izrezovale, sestavljale iz 2 delov, so jih polnile pred pečenjem, ampak seveda tisti krofi niso imeli tako lepe oblike, ampak okus je pa bil še boljši. Tako, zdaj v današnjem času seveda večinoma krofe okrogljamo, jih potem seveda cvremo v kvalitetnih maščobah, to je tudi predpogoj, da maščoba ne prevzema okusa krofa, da je nevtralnega okusa in seveda, da vzamemo tudi maščobe, ki imajo visoko dimno stopnjo, da se nam prehitro ne zažgejo. Ja, zanimivo, hvala lepa, kaj vam naj rečem za nocoj, za prihodnje leto. Jaz upam, da so si naši gledalci kaj tudi zapisali in koristno bo uporabiti torej kak vaš nasvet. Sicer pa morda ideja za prihodnje, da organizirate kakšne kuharske tečaje, gospa Marija. Ja, pri nas na šoli imamo kar nekaj teh seminarjev, tako da vsi so povabljeni. V čim večjem številu se naj udeležijo. Hvala lepa za nocoj in dober tek. Takole nocoj si lahko še privoščite, seveda od jutri naprej pa post, no posta pa mi ne poznamo še nocoj pri naši nagradni igri. Znova imamo za vas pripravljeno lepo nagrado in pa zelo lahko nagradno vprašanje. Takole, nocojšnje nagradno vprašanje se glasi, prosim, pripravite tudi vaše telefone. In sicer nagrada sta 2 vstopnici po vašem izboru za Slovensko narodno gledališče Maribor in nocoj vas sprašujemo, katera je najlepša ljubezenska zgodba vseh časov in je na sporedu opere in baleta SNG Maribor. Ali je to A. Janko in Metka, B. Romeo in Julija ali C. Tristan in Izolda. Ja, pravilne odgovore
Za pravilne odgovore nas pokličite na naši številki 02 420 12 44 ali 02 420 12 50. Torej, sprašujemo vas, katera je najlepša ljubezenska zgodba vseh časov in je na sporedu opere in baleta SNG Maribor. A. Janko in Metka, B. Romeo in Julija ali C. Tristan in Izolda. 02 420 12 44 ali 02 420 12 50. Halo, nas je morda že kdo poklical? Torej, lahko nas torej pokličete, naši telefonski številki poznate. Da takole rečem, jaz mislim, da ni pretežko nagradno vprašanje. Dober večer. Halo? Ja, halo. Ja, dober večer, želim. Kdo je z nami? Dober večer. Marija. Marija, dober večer. Kako ste? Ja, lepo. V redu. Ste si privoščili kak krof danes? Ste se morda zamaskirali? Pekla sem krofe, nisem se maskirala, so se otroci maskirali, vnuki, pa delovni je bil, ker smo dosti kidali. No, danes pa res, ne? Tako da ste lahko si privoščili še kak krof več. Takole bova odgovarjali, gospa Marija, ste pripravljeni, poznate pravilen odgovor? Ja, mislim, da Romeo in Julija. Seveda, balet Romeo in Julija. Tako balet, ja. Najlepša, najbolj znana ljubezenska zgodba vseh časov in lahko si jo torej tudi pogledate v SNG Maribor. Torej, 2 vstopnici za predstavo po vašem izboru sta vaši. Hvala lepa. Vam tudi. In lahko noč pustite vaš naslov in podatke. Ja, najlepša hvala. Lahko noč. Takole, včeraj smo se poslovili od Smiljana Krežeta, štajerske glasbene legende in ustanovitelja skupine Preporod. Mariborčani ga poznajo tudi kot komentatorja nogometnih tekem v Ljudskem vrtu, ljubitelji glasbe pa kot enega najbolj uveljavljenih slovenskih glasbenih promotorjev in producentov. Ja, pod njegovim vodstvom se je odvilo več kot 100 koncertov, tako v dvorani Tabor kot drugje, približno 30 stadionskih koncertov, številni koncerti na Velikem, Jurčkovem in Večerovem odru, festivala Lent, ter številne druge glasbene prireditve. Med odmevnejšimi pa vsekakor legendarni, tradicionalni Piše se leto. Aktivno je sodeloval tudi v največjem kulturnem projektu Evropski prestolnici kulture Maribor. Ja, z glasbo skupine Preporod pa se poslavljamo tudi mi od njega in pa nocoj tudi od vas, cenjeni gledalci, do prihodnjega tedna. Lahko noč. Zamenjen, vroč pogled cigana, ki čaka na nebo. Mraz na tilniku, mislim na zapore. Mislim na zapore, mislim na tvoje odsotne oči. Ampak mi smo zunaj na ulici, mi smo polni razlik, mi smo zunaj polni razlik, mi smo zunaj polni razlik, mi smo zunaj polni razlik, mi smo zunaj. Žilo šprica vodi den depo, že ponosi dan za vsak dan. Vakum glavi, vakum glavi, vakum, ne moč postavi, mislim na psihiatrijo, mislim na psihiatrijo, mislim na tvoje odsotne oči, ampak mi smo zunaj na ulici, mi smo polni razlik, mi smo zunaj, mi smo isto, isto, isto.
razlik. Mi smo zunaj, polni razlik. Mi smo zunaj, polni razlik. Mi smo zunaj, še enkrat. Mi smo zunaj, polni razlik. Mi smo zunaj, polni razlik. Mi smo zunaj, polni razlik. Mi smo zunaj. Mislim na zgornji 10 000, mislim na spodnji 20 milijonov, ampak mi smo zunaj na ulici.